Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka in mentorica naravnega zdravljenja. Danes gostim v oddaji na TV Ljubljana prav posebno gostjo Martino Praprotnik, alkimistko, botanično alkimistko in kreatorko posebne linije cvetnih esenc in The Essence. Dobrodošla v oddaji, Martina. Hvala, draga Neja, da sem lahko danes tukaj s tabo. Za začetek te bom vprašala, če sam majčkeno poveš, zdaj sem povedala, da imaš svojo cvetno kolekcijo esenc in The Essence. Mogoče sam majčkeno o tem, potem se bova pa midve poglobile, kako si do tega prišla. Kolekcija je temelji na cvetnih esencah, primarno slovenskih divjih rastlin, ki so ustvarjene v kolekcijo na eni strani medenih eliksirjev, na drugi strani dišečih meklic, oplemenitene z ekološkimi, seveda eteričnimi olji, ki nas dejansko spodbujajo v to svojo resnično naravo. In je bila tudi kolekcija overjena s strani Gospodarske zbornice letošnje leto kot slovenska inovacija. Ja, letos sta dobila, da z možem prav posebno plaketo, Tako. Certifikat, nagrado za svojo inovacijo. Tako, ja, ampak nam v bistvu največ pomeni vse zgodbe, ki jih z esencam v bistvu dobivava, ker verjamem, da se velike zgodbe ne piše kot posameznik sam, ampak kot skupnost posameznikov. Jaz se spomnim moje poti, ko sem začenjala, to je zdaj, ne vem, približno 30 let nazaj, sem tudi zmeraj sanjala, da bom imela tudi eno kolekcijo cvetnih esenc. No, pač pot me je majčkeno drugače zapeljala, ampak v mojem izobraževanju, v programu Postani mojster zdravja vedno uporabljam tudi pač Bachove cvetne esence, pa potem so bile še neke iz Amazonije in tako naprej. Ampak, ko sem pa jaz za tebe slišala, da so to pa slovenske rastline, sem pa rekla, no, to je pa zdaj to, kar si jaz želim. In takrat je bilo nekako taka priložnost, da sva se midve srečale in sva začele malo bolj sodelovati, tako da si bila tudi ti povabljena v program Postani mojster zdravja, kjer si predstavlja te esence. Ampak te esence imajo en svoj začetek. Se pravi, kaj se je tebi dogajalo takrat, da si se podala na to pot? Začetek v bistvu te zgodbe je bil 10 let nazaj, ko sva skupaj istočasno s partnerjem Jožetom izgorela pri dobrih 30-ih. Kljub uravnoteženi redni prehrani, prehranskim dopolnilom in rednim v bistvu gibanjem. Iskreno nama takrat nič kaj dosti ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, kaj je v bistvu vzrok glede tega, glede na to, da sva imela vse nekako temelj telesni urejen. Sva se pa počutila tako kot telefon brez baterije. Nisva imela neke volje, nisva imela neke strasti do ustvarjanja naprej. In seveda, ko je bila energija toliko nizka, ti to zelo dobro iz izkušenj veš, se začnejo pač pojavljati strahovi, brezup, stiska, nezadovoljstvo, v glavnem, kot da bi se en črn oblak zgrinil nad nama. In takrat midva nisva v bistvu vedela, da sva izgorela, ker 10 let nazaj se o tem ni govorilo tako, kot se je danes. Nasvet zdravnice je bil, da naj si vzameva par tednov v bistvu pavze, pač se sta 30 mlada še, pa seveda nič ni bilo boljše. Naj je pa opazil prijatelj, da sva malo čudno bleda, da nekaj nimava nekega življenja v sebi in nama je v bistvu priporočil takrat mentorja, terapevta, ki nama je v bistvu pomagal, tako kot ti veš, v podzavesti prepoznati, kaj so bili v bistvu vzroki za to, da se nama je pravzaprav zgodilo, da sva na nek način ostala brez, se pravi, te življenjske energije. In ko sem se jaz v nekem času zregenerirala, da sem imela že višjo nivo energije, sem začela dobivati en tak čuden, nedavaden občutek,
da bi se rastline želele pogovarjati z mano. Seveda o tem nisem z nobenemu govorila, ker je bilo tako malo je bilo čuden. Je čuden, ker se ti dejansko ta čutenje zbudi, a ne. In dejansko sem takrat tudi potem začela raziskovati kvantno botaniko v tujini, ker bi sicer rekla, da je 30% je nekako to znanje, ostalih 70% je pa bilo dejansko izkušnja z rastlinami, komunikacija z njimi, začutiti. Danes v bistvu lahko po 7-8 letih prakticiranja tega začutim, kje bojo delovale, kaj bojo spodbujale, kaj je v bistvu njihovo sporočilo, ker rekla namera je, da naj jo pokličejo tiste, katere kolektivno v naslednjih 5-10 letih najbolj potrebujemo. Ja, zelo zanimivo. In to je točno to znanje, ki ga v tem obdobju človeštvo tako potrebuje. Stik s sabo, znati komunicirati, ker mi smo del narave, mi nismo neki ločen. In to, kar si rekla, ja, smo malo čudni, kao tisti, ki znamo začutiti nekaj drugega ali pa slišati nekaj drugega, ampak prihaja čas, ker jaz tudi recimo v programu Postani mojster zdravja, jaz delam z ljudmi samo to, da začnejo čutiti, da bolj pridejo v stik samo s sabo. In dajva pogledati, se pravi, ko si se ozdravila, si odkrila te globoke vzorce, ki so bili noter v tebi, ki so te pripeljali do te izgorelosti in si začela slišati, kaj ti rastline govorijo in si začela delati. Kaj je bilo pa potem drugače, ko si začela delati z rastlinami? Kakšno je bilo drugače počutje? Razumem. Eno je to, da sem jaz tam čutila izredno veliko življenja v sebi. Kot da bi se v meni zbudil nekaj veličastnega bistvo. To, kar vsi iščemo nekako zunaj sebe. Tudi jaz sem od 25 leta, pa dokler nisem izgorela, to iskala v prihodku, v oblekah, v dokazovanju, v kimanju, v cukru tudi, a ne? In seveda tam nisem najdla in z rastlinami sem začela čutiti veliko življenja in čutila sem strast do tega, da nadaljujem. Kljub temu, da vsaka zgodba ni vedno z rožicami postlana, a ne, pri zbiranju esenc loviš lepe dneve, odprte cvetove, ki so zreli, ki greš na neko lokacijo, kamor se lezeš, plezaš na skale, ker hočeš glih tisto tam gor, ki je čim bolj od divje, odmaknjena od vsega, kjer so klopi, kjer so komarji in narava je polna življenja in vsega, a ne. Ampak je bila ta življenje, ta notranji klic je bil tako močen, da dejansko kljub vsemu temu nisem se mogla ustaviti. Enostavno je bil samo nadaljevanje. Jaz sem kaj človek, ko je povezan s sabo, v bistvu ni nobenega problema. Jaz velikokrat poslušam ljudi, ja, pa ne morejo tega, pa je preveč to, pa je preveč un. Ko je človek v sebi povezan s svojim notranjim bistvom, lahko spleza na najvišjo goro in se potopi v največje globine in vsi strahovi takrat odpadejo. In to tudi verjetno preko teh esenc lahko ljudje začutijo. Mogoče, kako si ti to začutila? Greva ta prvi. Kaj ti je esenca dala, da si lahko naredila korake naprej? Meni je prvo dala esenco, v bistvu vsaka seveda na svoj način, zaradi tega, ker vsaka rastlina ima svoj karakter. In recimo vrtanca nas bo zelo zmehčala, spodbujala negovanje sebe, telesa, svoje energije, sončenca nas bo spodbujala v tako sproščeno samozavest. Tako da jaz zaznavam zelo različno, kaj od vsake posameznice, kaj dejansko spodbudi v meni, ker bistvo je, da esence nič ne dodajajo, ampak spodbujajo to, kar je že v nas, da izrazimo to avtentično divjo naravo, to, kar v bistvu smo. Tako da generalno bi pa rekla, da so vse zelo sproščujoče, da se v bistvu spodbudi neka osredotočenost, prisotnost v trenutku, kar je v bistvu pogoj, da sploh lahko čutimo, da lahko zaznavamo tudi sebe, da zaznavamo druge. Tako da
pa neko vzdržljivo in konstantno energijo mi dajo, brez nekega unga hajpa, ne vem, kako bi to po slovensko rekla, brez da sem kasneta skirat, koliko sem bila 10 let nazaj, uresničevala cilje, načrte, da sem lahko zelo sproščena in delam bistvo. Najprej to, potem to, eno za drugo. Se pravi, esence lahko povzameva, da prebudijo tvojo resnično naravo. Ja, absolutno. Dragi gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Draga Martina, tvoja ozdravitev si nam povedala, da je bila osnovana na predelovanju teh podzavestnih vzorcev. Kateri so bili tisti, ki so bili zate res najtežji? Jaz lahko recimo rečem, da ljudje imajo ogromen enih podzavestnih stvari. Pravzaprav je to tako, da imamo samo približno 3 do 7% zavestnega delovanja, pa če zaokrožimo to na 10, je 90% nezavednega. In jaz rečem, da je to vse zapisano tudi v tkivu. In jaz recimo v programu Postani mojster zdravja to pomagam, da ljudje pridejo v stik s tem in tega je morje. Eden ima to, eden ima eden ima tret. In kaj je bilo tisto, kar si se ti soočala, kaj je preplavalo na dan, da te je v globini omejevalo, da si prišla do izgorelosti, pa do tega, da na tak način v družbi nisi mogla več funkcionirati? V bistvu takrat se sproti nisem točno zavedala, kaj se vse osvobajalo, ampak danes bi rekla, da sem ozavestila, da sem veliko časa, ko sem bila majhna, preživela svojo babico in sem potem s časom ugotovila, da sem funkcionirala tako, kot ona. Da je bilo veliko nesprejemanja sebe, sebe kot ženske, sebe kot povezano tudi s svojim poslanstvom, ogromno nekako ugajanja drugim, kaj bojo drugi rekli, pa da bo drugim okej, da sem v bistvu sebe sploh izničila na nek način, ker ona je v bistvu se posvetila svoje življenju, da je bila gospodinja pa mama, kljub temu, da je imela svoj notranji klic, ki ga nikoli ni upoštevala. Spoznala sem, da sem zelo rada kimala, da sem vsakmu rekla ja, da nisem znala reči ne in sem bila idealna za korporativni svet, ker je bilo vse narejeno tako, kot je bilo treba, natančno, dosledno, v času. Seveda pa tukaj mene dejansko. Spoznala sem, da mene kot duhovni del, mene kot esenco ni bilo. Nisem se poznala, nisem si zaupala. In kaj je bila to intuicija? Odrezana, daleč stran od intuicije, od čutenja, kocine mi grejo po koncu, ko to govorim. To so bili v bistvu ključno, da v bistvu da sploh mene v nekem poslovnem svetu, v uresničevanju ciljev, mene ni bilo. Na nek način veš, o čem govorim. Vem, da je za kakšnega gledalca to slišati zelo čudno, nenavadno, ampak ko prideš v stik, tako kot si rekla sama, potem veš razliko, kaj je bilo prej, pa kako je zdaj. Kljub temu, da na zunaj izgleda vse isto. No, jaz verjamem, dragi gledalci in gledalke, da se lahko kljub vsemu poistovetite s tem, kar Martina razlaga, zato ker saj jaz naletim na ljudi, ki pridejo k meni ali na izobraževanje, ali na tretmaje, da imajo čist podobne, se pravi, jih ni, služijo nekomu drugemu, ali je to šefu, ali je to nadrejenem, ali je to, ne vem, sistemu, komorkoli, ampak esence ni. Tega ni in potem človek zgubi samega sebe, tako da tvoja zgodba je resnično zelo navdihujoča. Ja, in ko ni esence, ni občutka tega življenja v sebi. Navdušenja nad življenjem, nad v bistvu svojim življenjem, nad svojo v bistvu energijo, ki je unikatna, ki je posebna. Ja. No, in ko si to prišla v stik s temu, kako si te stvari razrešila? Jaz verjamem, da so ti tudi že takrat, da si se začela odpirati, so ti rastline začele govoriti.
ker ti si bolj povezana z rastlinami. Jaz sem bolj povezana s tem duhovnim svetom, se pravi, jaz se pogovarjam z duhovnimi bitji in mi povejo, kaj narediti. Sem tudi na tem nivoju jih poslušam, zato imajo zmeraj kaj pametnega za povedati in bolj pametnega, kot moj lahko to sprovede. Kako si pa ti te omejujoče vzorce razrešila? Ja, iskreno, takrat, ko ima zelo malo energije, tega ne prepoznavaš. Jaz nisem imela dostopa, noben od naju ni imel dostopa do tega, tako da sva imela absolutno pomoč. Ko iščeš, kako že pravijo, ko je učenec pripravljen, učitelj pride. Tako da na najino pot je prišlo par takih učiteljev, za katere ne bom rekla, da so specifično nekaj počeli, tako kot danes je zelo jasno, da nekdo dela različna področja, ampak ko gledam nazaj, so vsi živeli svojo intuicijo in v bistvu so naju prebrali. Meni ni bilo to nič, takrat ni bilo nič jasen, kako me lahko nekdo prebere, kako mi lahko na pladnju nekdo servira, glej, čas je, da pogledaš to pa to pa to, se posloviš temu in temu in temu. Tako da jaz pa recimo temu osvobajanju nisem imela upora uma, zato ker je bil takrat toliko ponižen, ker je bil toliko brez energije. Je bil toliko utrujen. Ja, ampak jaz sem bila navdušena nad tem, kaj je možno za intuicijo. To je bilo moje največje v bistvu takrat strast, da sem v bistvu vztrajala več let v osvobajanju teh vzorcev, kljub temu, da veš, da ni fajn se z njimi soočati, ni ples v dežju, bi lahko temu rekla, ampak ta navdušenje nad tem, do kaj ima intuicija vse dostop, mi je bila fascinantna. Danes so se midve s mojo stranko režale, zato ki je ona rekla, jaz sem rabila eno tako močno klofuto, da zdaj začenjam sebe poslušati. Ja, že dostikrat je tako. Ja, in jaz upam, da, dragi gledalci, spoštovane gledalke, da bo to prej, tako da zdaj imate tukaj, recimo, imate čudovito Martino Praprotnik z njenimi esencami, ki pomagajo zbuditi tisto pravo esenco znotraj tebe. Je tako? Tako, da jo v bistvu začnemo spoznavati Ja. in osvobodijo, oziroma jaz rada rečem, odškolkajo nas tiste trde lupine raznih čustvenih, mentalnih stanj, ki ni nujno, da so primarno naše, ampak se vlečejo iz generacije v generacijo, zmanjšajo najprej volumen tega, zato da lahko v bistvu, da se razcvetimo iz sebe navzven, ne od zunaj navznoter, iz sebe navzven. Tako kot si rekla, si zdaj, ko to delaš, jaz vidim iskrice v tvojih očeh, tvoje navdušenje, energijo, strast, veselje, zadovoljstvo, zdravje. Vse to potem žari iz človeka, ko vibrira skladno s sabo. Ja, vsa življenjska področja potem to preliješ, če lahko temu tako rečem. Mi nismo ločeni od odnosov, ločeni od zdravja, ločeni od posla, od službe, česarkoli, ampak to, kar smo, vnesemo, živimo s tem. In bolj, ko sem jaz lahko jaz, več, ko imam energije, več lahko, seveda, rekla, bolj v sozvočju s sabo, svojo intuicijo, vse to upravljam. In potem tudi v sodelovanju z drugimi. Nisem samo jaz tista, ampak jaz verjamem, da mi smo tukaj tako, kot v naravi, vse sodeluje med sabo in je različno sprejeta. Tako, kot smo midve, mi imamo zelo različno energijo, ampak bistvo je v tem, da lahko različnost, taki, ko smo, med sabo sodelujemo. Mava sicer različno energijo, ampak vsaka živi svojo strast. In zato z tega, jaz to tako gledam, vsaka zato z tega najboljš lahko nekomu tudi pomagava, nekomu, ki si želi te pomoči, da zaživi svojo notranjo strast, svoje notranje bistvo, da zaživi svoj poln potencial. In to te cvetne esence tudi pomagajo. Podpirajo zraven. Podpirajo, verjamem, da se dejansko povezujejo z vsemi metodami, tehnikami, orodji, karkoli pač počnemo, vse namere, vse podprejo. Odvisen seveda pa katere rastline v določenem času uporabljam. To je pa bistvo. Verjetno ne moram vsega vrta uporabljati istočasno, ker je veliko informacija,
Če pa zberem ta prave, kaj dejansko rabim, je pa lahko mi skrajšal čas, kjer sem danes, kjer se počutim, do tam, kako želim biti in kar želim pač uresničiti. Preden gremo na nov sklop pavze, vam želim ponuditi še eno prav posebno darilo za gledalce in gledalke TV Ljubljana, in sicer masterclass, ki ga lahko prevzamete na moji spletni strani bisernica.si/darilo. Po oglasih pa se z Martino pogovoriva še naprej o uporabi esenc. Draga Martina, jaz sem te povabila pred časom v moj program Postani mojster zdravja, kjer smo delali prav ene posebne tehnike, kako sprocesirati čustva, kako priti globje, sploh do zavedanja, kateri vzorci, katere omejujoče misli so v posamezniku in ovirajo nekoga, da uresniči svoj cilj, ker v Postani mojster zdravja imamo vedno en cilj in za ta cilj postavimo potem energijo, ker ko imaš energijo postavljeno, potem te telo samo vleče v to izpolnitev tega cilja. No, in takrat smo uporabili za postavitev te energije prav tvoje cvetne esence. In moje študentke so bile čisto navdušene, kako lahko s pomočjo kombinacije tega, kar učimo v programu Postani mojster zdravja, pa teh cvetnih esenc, kako bolj začutijo sebe, pridejo v stik s svojo intuicijo in potem kar vejo, kaj je naslednji korak, ki ga morajo narediti za to, da lahko uresničijo to, kar so si zadale. Mogoče te vprašam, kako, da predstaviš tudi mojim gledalcem, kako se je tebi zdel takrat prav ta dogodek? Tako kot rada rekla, jaz sem bila navdušena nad tem pristopom, da dejansko se telo odzove na to, kar mu daš, s katerim bi pomagali uresničiti cilj. Jaz sem bila navdušena, da dejansko lahko, se pravi, da se telo odziva na to. In v bistvu ful sem hvaležna za to izkušnjo, to ti lahko še posebej povem, ker nekaj čaraš toliko časa, pa nekdo sprejme v svoje okolje, v svoje pristope, si lahko sam navdušen. Ja. Kako pa ti uporabljaš v svoji praksi te cvetne esence? Zdaj, če se prav spomnim, imaš 4 cvetne esence oziroma eno prav posebno special edicijo, ki je zelo omejena. Mogoče, če od vsake malo poveš, pa kaj se kdaj kakšna uporablja? Ja, trenutno je na voljo v bistvu 5 sinergij. Se pravi, sinergija pomeni, da vključuje več rastlin, več cvetov v eni, če lahko temu rečem, tako steklenički, zato da sinergijsko vplivamo na nek določen namen oziroma na neko energijo, ki dejansko jo potrebujemo. Tako da ena je recimo Glowing Vitality, ta je zelo spodbuja vzdržljivost, stabilnost, voljo in nas dejansko rekla podpre pri, če imamo kakšne posege, pri potovanjih, pri takrat, kadar smo obkroženi z velikim številom ljudmi, se pravi vse, kar je povedano vitalno, se pravi neka zelo bazna, ampak potrebna skoraj, v bistvu primerna pravzaprav za vse, ker vsi imamo različne dneve, kar rabimo neko vzdržljivo energijo, kar se nam to dogaja vsak dan. Potem je recimo Beautiful Love, je zelo nežna, mehka, spodbuja tako v bistvu samozavest, samovrednost, tako da zelo spodbudi, da se osvobodimo vseh raznih trmastih vzorcev, prizadetosti, ranjenosti, vse, kar je povezano s srcem. Potem je recimo Magical Creativity, je zelo navdihujoča, spodbuja kreativo, vizijo, vero vase, zaupanje vase. Se pravi, kadarkoli rabimo nekaj na nov začet, nas podpre ali pa ja, predvsem novi začetki.
Potem je recimo wild expression, je zelo izrazna, se pravi spodbuja uporabo glasu, spodbuja to, da spoznamo nek svoj skrit potencial, ki je v nas, pa ga še v polnosti ne poznamo, pa dejansko se odpremo svetu, da lahko izrazimo to, kar smo in to, kar je naš poslanstvo, kar ne, v svet. Potem je še pa fearless devotion, je pa zelo osredotočena na fokus, na zaključevanje, na koncentracijo, se pravi na nek način zelo poslovna, za takrat, kadar se nam ne da nekih stvari zaključiti, pa so neki časovni roki, pa jih je dobro pač dejansko zapreti. Tako da ta posebna izdaja je pa, ker sem midva nekaj let nazaj živela par mesecev v Afriki, sva prinesla v bistvu eno esenco, ki se reče kraljevska poinciana, drevo, ogromno drevo z rdečimi cvetovi v velikosti dlani. Celo drevo pravzaprav je tako, kot da gori in zelo spodbudi, v bistvu nas podpre, da sploh ko vemo, kaj je naše poslanstvo, kaj želimo uresničiti, da to dejansko naredimo, da verjamemo vase, nas podpre s fokusom, z temu, da mislimo na široko, ne na majhno, se pravi osvobodi vse tiste nesigurnosti, majhnosti, ne zmorem, ne vem, ker letos je tako leto, veličastno leto, in ta spodbudi, da se zavedamo svoje veličastnosti in večjih načrtov kot tistih majhnih, s katerih se dostikrat sprijaznimo, ker ne verjamemo, da jih lahko uresničimo. Jaz sem takrat, ko sem videla ta predstavitev, te special edition, mislim, da si na e-mail poslala takoj. Jaz to moram imeti. Jaz imam tudi svojo mentorico. Zame je pomembno v življenju, da imam mentorje tudi okrog sebe. Ne zato, ker bi bila jaz kao manj, pa tudi drugem ne rečem, ne zato, da izbere recimo ali tebe, ali mene, ali kogarkoli drugega, zato, ker bi bil manj, ampak zato, ker moja mentorica vidi čisto z drugega zornega kota mene in jo se potem posvetujem, kaj bi recimo v določenih trenutkih ona naredila. Jaz seveda se potem sama odločim, kaj bom naredila, ampak takoj, ko imaš, ko se pogovoriš z ljudmi, ki tako širše razmišljajo, ki nimajo samo enega ozkega pogleda, lahko dobiš tudi en širok pogled. No? In takrat, ko sem dobila ta tvoj e-mail, sem takoj rekla, ok, moram imeti ta eliksir, ta eliksir. In si mi ga prinesla na moj dogodek, e-Vitalis Retreat. To je največji dogodek celostnega zdravja, če bo kdo drugo leto želel priti. No, in jaz sem ga takrat redno začela jemati. Pa pazi zdaj. Včeraj sem imela spet srečanje z mojo mentorico. Pa ona meni reče, Neja, kva se je s tabo zgodilo? Sem rekla, ne vem, nič, jaz delujem naprej. Je rekla, tako se čuti, kot da je dejansko energija iz univerzuma, da je en tak ful močen snop prodrl čisto do središča Zemlje in iz središča Zemlje istočasno teče energija navzgor. In prva stvar, ki sem pomislila, esenca. No, tako da... Lahko, da je kaj odprla. En del tebe. Ja, en del mene. Jaz delujem na tem, tudi se prebujam, odpiram in jaz dam pa veliko tudi na intuicijo, tako kot ti. No, in prva misel mi je bila ta, se pravi, da je tudi ta esenca, ta vibracija pomagala, da se odpre ta kanal. A ni veličastno, koliko dejansko nas rastline lahko dejansko podprejo k osvobajanju našega bistva veličastnosti? Ja, resnično. Rastline, bom še eno stvar povedala, eno zgodbico. Ko sem imela dva mucka, pa en mucek vedno, ko je šel na stranišče, je imel to notranje stranišče, ampak on je vedno svojo zadnjico imel zunaj, tako da je ven šlo. In pa sem mu enkrat rekla, Muri mu je bilo ime. Sem rekla, dragi Muri, a ti misliš, da si ti ta glaven tukaj? Nisi.
da boš kar takole delal. In zraven mene sta bila pa moj partner pa moja hčerka. No, in one dva meni pogledata, pa si že mislite, da mi rekla, ne, jaz sem ta glavna. Pa sem mu pa rekla, dragi Muri, pri nas so ta glavne rastline. In smo se tako smejali na to temo. Tako da hvala lepa, Martina, danes za tvoj obisk. Jaz upam, da ste se tudi vi nasmejali ob tej zgodbici in da ste dobili veliko koristnih informacij v tem druženju z našo Martino. Lahko se obrnete na njo, jo najdete na Facebooku pod Martina Praprotnik. Za vse, ki pa želite tudi brezplačno darilo, ga pa dobite na bisernica.si/darilo. To je masterclass Čudežna moč energije. Lepo se imejte in se vidimo prihodnji teden. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je z mano Dušan Lazar, lastnik, direktor Century 21, nepremičninske agencije. Tako je. Dušan, daj nam malo opiš, kaj je Century 21. Century 21 je največja blagovna franšiza v svetu nepremičnin na celotnem svetu. Torej, mi smo zastopani v 128 državah po svetu, imamo preko 11.000 poslovalnic, verjetno zdaj že okoli 200.000 nepremičninskih posrednikov, praktično v vseh razvitih in tudi polrazvitih državah po svetu smo prisotni in to z dosti široko mrežo. V Sloveniji pa na Hrvaškem smo pa trenutno zdaj 8. leto. V Sloveniji imamo 8 poslovalnic, na Hrvaškem pa 6. Tako da smo praktično tudi v Sloveniji na Hrvaškem že skoraj največja nepremičninska družba, vsaj po prometu in po posrednikih smo verjetno prvi ali pa drugi tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. To se pravi, gotovo ima tudi zelo dolgo tradicijo ta nepremičninska. Tako, nepremičninska družba Century 21 je nastala pred 53 leti. Torej, letos praznujemo 53. letnico obstoja in v tujino smo šli že zelo zgodaj. Torej, smo v tujini že tudi 37 let.
tako da Century še danes je to največja družba v Ameriki, sploh največja v Južni Ameriki, tako po prometu, kot tudi po velikosti franšize. Torej, če bi recimo nekdo po Googlu danes promet agencij, promet franšiz, je Century 21 v vseh teh kazalcih med prvih 10 na svetu. Kje pa ima sedež? Sedež je v New Jerseyju, v državi New Jersey, čist blizu New Yorka. Tudi tam so bili začetki Centuryja. V večjih mestih je bil Century takrat največji, v začetku v New Yorku pa v Chicagu. Danes je pa praktično v vseh večjih krajih po Ameriki je praktično pisarna Century 21. Je tudi prepoznavna blagovna znamka za nepremičnine, podobno kot je pri nas McDonald's ali Coca-Cola je pri njih za nepremičnine, je to Century. To označuje se C21. Tako, C21, to predvsem se uporablja kot blagovna znamka zadnjih nekje 15 let. Do 15 let nazaj je bil strogo Century 21, takrat se je govorilo o 21. stoletju, je bil to bolj tisti nekje zaščitni znak. Danes je pa že to malo pase, in je tako, da je zdaj Century kot C21 je zdaj naša glavna blagovna znamka. Od kdaj ste pa v Sloveniji? V Sloveniji smo zdaj polno poslujemo že 8 let, franšiza je pa stara v Sloveniji recimo 8 let in pol. In na Hrvaškem smo pa vstopili pol leta kasneje. To se poznate tudi razmere v Sloveniji in na Hrvaškem dobro? Tako je. Smo zdaj že, bom rekel, tudi na Hrvaškem, sicer smo malo kasneje, bom rekel, na trg vstopali in tudi kasneje rastli kot v Sloveniji, ampak tudi tam smo zdaj prisotni že po celi regiji, zelo močni, predvsem v Dalmaciji pa v Istri, tako da tudi hrvaški trg je zdaj že kar naš dom. No, pa če se osredotočiva prvo na slovenski trg, kako ocenjujete v tem trenutku slovenski trg, kar se tiče cen? Ja, slovenski trg je že kar nekaj let zelo dinamičen, so bila določena nihanja in pri številu transakcij, nepremičnin in pri cenah, ampak če gledamo recimo trg danes, pa trg, ki ga mi ocenjujemo naslednjih nekaj let, pa saj naslednjo leto, torej trg je zdaj relativno stabilen. Torej približno število poprečnih transakcij je zdaj že nekaj časa dosti enakomeren, je v rahlem porastu, torej število transakcij raste, se zelo počasi, in tudi cene rastejo, ampak zelo počasi. Torej, cene rastejo približno enako, kot je inflacija, oziroma pač nekaj mesečnim zamikom, in tudi približno ista rast je pri številu transakcij. In temu, bom rekel, v svetu nepremičnin rečemo pravilen trg. Torej, na trgu ni dobro imeti neke euforije. To euforijo smo poznali od sredine korone pa do enega leta nazaj. Takrat je rastle, so cene absurdno rastle skoraj in tudi število transakcije rastle zelo hitro. To niti ni dobro. To je za trg lahko dosti nevarno. Lahko pride do balona in to na srečo se je umiril na počasen način, brez pretresov na trgu. To, kar imamo pa zdaj, je pa pač tudi dobro za trg, je dobro za gospodarstvo, je dobro za državo v končni fazi. In tudi cene so dosti realne. Zdaj, mogoče tega se v Sloveniji premalo govori, se govori, da so cene visoke, ali da so najmnine visoke, ali da so cene stanovanj previsoke. Tukaj treba zmeraj izhajati iz cene gradenj. Torej, koliko stane, da ti zgradiš neko stanovanje ali pa hišo. In cene v Sloveniji so zelo zmerne. Torej, gradbinci, investitorji imajo relativno normalne ali pa celo nižje kot v povprečju Evrope ali pa Amerike dobičke pri gradnji. Torej, nek gradbinc, ki bo zgradil blok, mu po 3 letih ne bo stal dosti več kot 20%. To je donos mogoče 7% na let, če se vse super izide, pa velika se ne. In približno isto ali pa slabše pri ljudeh, ki gradijo individualne hiše. In cene za najemnino so pa približno take, ki so na trgu po celem svetu, če vzamemo vrednost nepremičnine, ki jo deliš nekje 180, da dobiš najemnino. Torej, cene so pravilne glede na gradbeno vrednost in najemnine so nekje pravilne glede na vrednost nepremičnine. Velikokrat slišimo na trgu, ko pravijo ljudi, ja, cene bodo padle, počakajmo še malo in te zadeve, ampak dejansko po tem pogovoru ugotavljava, da bi cene padle v primeru, da bodo gradbene storitve padle. Ne, tako, to bi bilo, ampak to se žal ne bo zgodilo. Torej, vse cene, žal vemo, v Sloveniji rastejo, torej tako davki, kot so stroški energije,
kot so stroški materialov, tukaj paca se upamo trditi ne bo. Upajmo, da pač se bo nehala rast teh cen. O pacu težko govorimo. Tako da pri novogradnjah dejansko ni nobenega lufta. Novogradnje ne morejo cene biti nižje, ker seveda, če bi bile nižje, potem bi imeli investitorji izgubo in ne bi gradili. Mogoče pri določenih lokacijah so cene rabljenih, govorim predvsem v fejst rabljenih stanovanjih, starih 40, 50, 60 let, tam bi bil nek luft za neko nižanje cen. Tam so cene res... Samo to gotovo zanemarljive. Ampak ne veliko, ker pač ni dovolj nepremičnin na trgu. Sej, a ne, dejansko, če prej sva govorila o najemninah, a ne, da dejansko v tujini pravijo, da nekaj normalnega, da tretjino mesečnih prihodkov daje za stanovanjske potrebe, a ne. Ampak zdaj, če gledamo povprečna plača, če sta dva kot par, smo tam na tisti najemnini, kjer je, a ne. Celo boljše. Torej, statistično mi pri Centuryu delamo te letne analize, torej po celem svetu. In torej, možnost nakupa nepremičnine je v Sloveniji celo boljša kot povprečnega Američana. Pri nas v Ameriki so tudi mortgage do 40-50 let. Če bi izhajali 30-35 let, da bi dva z solidnimi srednjim slojem plačami kupila neko nepremičnino, je vzela na 35 let, ob recimo 20% pologu, pride Slovenc skoraj prej do nepremičnine kot pa recimo en Američan ali pa kjerkoli v Evropi. Tako da praktično to je nekaj normalnega. Mogoče je naša miselnost malo drugačna, ker še v bivši Jugoslaviji je bilo priti do nepremičnine zelo lahko, a ne? Potem tudi zdajle 2 leti nazaj te nizke obrestne mere, a ne, ki so bile za trg nerealne, bomo tako rekli, da si prelahko prišel do nepremičnine, a ne? Lahko bi tako rekli, ja. Zdaj pa dejansko smo prišli na realnost, nam je pa to vse drago, a ne? Tako, celo naše obrestne mere so recimo proti ameriškim nizke, tam je povprečna 7,5% na leto, pa nas je 4%. Drugod po Evropi smo pa tam nekje. V Evropi so obrestne mere za nepremičnine med 3 in 5% trenutno v povprečju, mi smo glih tam, ne? Tako da razmerje plača obrok kredita je v Sloveniji mogoče rahlo višja kot v razvitih državah Evrope ali pa Amerike v procentu od plače, ker realno so plače pri nas rahlo nižje. Ampak je treba vedeti, Američani tudi, če dajo malo manj za nepremičnino, morajo pod svojih plač dajati kar velik procent za penzijo, ko dajo sami, ali pa za šolstvo, ali pa za zdravstvo, in pri nas tega ni, tako da če gledamo na celotne stroške, smo tam nekje v svetu, plus v tujini nekaj normalnega, da ko družina ali pa oseba kupuje nepremičnino, se seveda dela dodatno. Delajo nadure, delajo 2 službe, pomagajo tudi tam starši, tudi tam sorodniki, tudi tam država. Tako da po celem svetu, kot Century analize, je priti do lastniške nepremičnine še vedno relativno težko, iz leta v leta lažje po svetu, pri nas je še zmeraj relativno boljš kot v tujini, je pa res, ko si rekel, je bilo v stari Jugoslaviji neko kratko obdobje zaradi teh družbenih stanovanj relativno lahko priti do nepremičnine. Ampak to je bilo neko kratko obdobje, če gledamo v zgodovini. Super bi bilo, če bi se to ponovilo, ampak moramo biti realni. Tudi ta denar takrat je šel na račun breme kreditov stare države, ki niso bili nikoli plačani, in to lahko delaš par let. Tudi pri nas se realno zdaj ogromno gradi se strani države ali pa občin. Tega se mogoče malo zanemarja, da je pa država ali pa občine kar vse same zgradile, moramo biti pa realni, tega ni pa nikjer na svetu. Dušan, mislim, da gremo malo na odmor in se čez nekaj minut spet vidimo. Fino, hvala. Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom. Z mano je še vedno Dušan Lazar iz agencije Century 21. Pogovarjava se oziroma primerjava cene nepremičnin, dostopnost nepremičnin med tujino in med Slovenijo. Dušan, v Sloveniji imamo kar visok procent lastništva, kar se tiče nepremičnin, če primerjamo z ostalimi državami, že v naši severni sosedje je malo drugače, kaj šele Amerika. Vi delate te raziskave, malo veste, kako to izgleda pri nas in kako je v tujini. Ja, torej to že vsi vemo, Slovenci smo dejansko narod, ki ima skoraj največ lastniških nepremičnin na svetu. Tako da ta procent je zelo visok, to je cirka 80% plus minus odvisno od metodologije, ampak to je res veliko. Torej, tudi
tisti Slovenci, ki nimajo lastniških nepremičnin, živijo v nepremičninah, ki so bodisi od sorodnikov, prijateljev, babic, dedkov in podobno. Tako da tukaj govorimo v številu oseb, ki so čisto klasični najemniki, popolnoma na trgu, jih je verjetno manj kot 10%. To, bom rekel, je fantastično, to je toliko malo ni nikjer, ne. Seveda, tudi teh 10% bi si želeli biti lastniki, ali pa tudi ti, ko so lastniki, si želijo boljša ali večja stanovanja, ampak to spet, tako je po celem svetu. Tako da tukaj smo mi zelo, zelo dobri, tako da nadpoprečno in to se tudi moče premalo kot Slovenci zavedamo, da to je ena velika dodana vrednost države, naroda in vsega, ne. Bogastvo naroda, ne? Izredno bogastvo. Glede na to, potem ravno zaradi tega gotovo tudi ta najemniški trg vsaj v zasebni lasti ne funkcionira tako kot drugje, ne. Ko v tujini so večinoma podjetja, ki imajo lastne nepremičnine, cele bloke, rečemo, ki imajo večstanovanjske stavbe in jih oddajajo. Pri nas so pa tako bolj organizirani, bolj ti državni skladi, občine. Je v tujini malo drugače, ne? Seveda, torej v tujini, moramo vedeti, da v tujini je pač kapitalizem nekje prisoten že rečemo 150-200 let, pri nas praktično 30 let. Tudi ta najemniška stanovanja, ki jih je država dala v najem, so se pol privatizirala leta 92-93, ne, tako da praktično pri nas so se začeli te najemna stanovanja dejansko oddajati 30 let nazaj. V tujini pa rečemo 150-200 let nazaj. Tako da recimo v tujini, če pogledamo razviti svet, te države, ki so bolj razvite od Slovenije, tam je ogromno seveda bogatih ljudi, ne, ali pa bogatejših kot pri nas, ali so to skladi, ali zasebniki, ali podjetja, ki imajo dejansko ogromno stanovanj v lasti. Jaz sem recimo osebno živel v Ameriki v bloku, slučajno se je imenoval The Century Building, kjer je bilo 825 stanovanj. 825 stanovanj v 32 nadstropjih. V našem bloku, mislim, da se je živelo več kot 3000 ljudi, jaz se šalim, da to je veliko več kot marsikakšna slovenska občina v enem bloku. Ampak tam moramo vedeti, lastnik tega bloka je bila ena družina, ki je imela še nekaj teh blokov. In seveda, tudi niso oni to dobili čez noč, tudi pri njih je to trajalo 100-200 let, da so do tega prišli. Torej tudi Slovenija deloma gre že v to smer. Je že kar nekaj zdaj skladov, ki se kupuje nepremičnine za namen oddajanja. In to se bo tudi še razvijalo naprej, v Evropi tega malo več. Moramo pa tudi vedeti, da Slovenija ima še zmeraj zelo veliko neprofitnih državnih stanovanj, občinskih stanovanj. Moramo vedeti, da pri nas je republiški pa državni stanovanjski sklad zelo močen. Tudi relativno veliko stanovanj zgradi za trg, za prodajo ali pa prodajo. Vse skoraj mestne občine imajo svoje občinske sklade, tukaj so socialna stanovanja, ki jih imajo tudi manjše občine. Tega je veliko. Medtem ko pa klasičen najemniški trg pa dejansko ni velik. To so pa več ali manj stanovanja, ki so jih posamezniki ali kupili v zadnjih 10 letih z namenom oddajanja ali so jih pa podedovali. Ampak tudi teh stanovanj je na trgu več kot dovolj. Torej, teh stanovanj je na trgu več, kot je povpraševanje za njih. Torej, samo v naši agenciji, če bi danes šli gledati, imamo vsaj 100, če ne 150 najemniških stanovanj, lepih, solidnih najemniških stanovanj po čisto razumnih cenah, po teh večjih krajih po Sloveniji, ne. Tako da to ni tako malo. Tako da ta trg je razvit pri nas, je pa res, da Slovenci smo, tudi že mlajši, močno nagnjeni, da bi čim prej prišli do lastniškega stanovanja. Čeprav ravno prej so se v odmoru pogovarjala, da mogoče kalkulacija pokaže drugače, da ni vedno najboljša izbira biti lastnik, ampak je boljše biti najemnik, sploh če se seliš lahko z enega konca na drugega, a ne, če se ti družina povečuje, kjer rabiš enkrat več prostora, enkrat manj. Mogoče bodo tudi, ko bodo novi davki na nepremičnine spodbudili k temu, ker boš pač plačeval za nekaj, kar ne boš rabil, a ne. In mislim, da se bo tudi ta trg v Sloveniji ali pa ta miselnost malo spremenila, ne. Sigurno. Pri nas tudi drugod po svetu, če bi se kalkulirali nakupno vrednost nekega stanovanja ali pa hiše, z vsemi stroški, ki jih ima večina ljudi, ki ima na kredit obresti, z vsemi stroški, ki jih vlagajo v stanovanje, z vsemi davki, ki v Sloveniji niso tako nizki. Tudi na zdaj vsak let večji, so tudi drugi davki, so upravniki in vsi stroški za stanovanjem. Če bi to kalkulirali, vezano na najemnino, kjer pa stroškov nima skoraj nič, bi rabil tam 35 do 40 let biti najemnik
da bi vse te stroške pokril. Plus, da si vmes svoboden, ki je lahko manjšega, večjega, prilagajaš, se seleš, kamorkoli, nekaj let tudi tako nimaš svojega stanovanja, potuješ po svetu. Če ti začne sosed razbijati, tako rečeš, si preseleš "Hvala, drugam, ni mi grem všeč drugam", tukaj. ja. Ne? In če bi torej čist racionalno gledali, pa če bi oseba bila disciplinirana, pa bi rekla, vsak mesec bom dala toliko in toliko, Kolikor mi kot bi jo za ostane. kredit, bi dal na stran za svoje potrebe za bivanje, bi veliko bolj živel, veliko manj stresa in dejansko bilo bolj biti najemnik. Cel življenje. To je pa finančna opismenost, a ne, kjer nam tudi mogoče manjka še Tako, nam Slovencem. to ne. plus, da ni še toliko razvit trg, da bi bil ti 100%, da bi imel dolgoročne pogodbe pri najemu stanovanja, ampak tudi to, kot sva prej rekla, se že dogaja. Tako da danes, če bi gledal čist matematično, je najboljš biti cel življenje najemnik. Mogoče čim dalj časa biti pri starših, pa biti najemnik, pa greš v dom. Pa boš najmanj stroškov imel z bivanjem. Zadaj pa en kupček denarja, ki si ga s tem prišparil. Tako, tako. Dušan, kaj pa Hrvaška? Na Hrvaškem ste tudi zelo aktivni, a ne, ste prav prisotni kar po celi Hrvaški. Kaj pa je tam? Kaj pa zdaj trenutno? No, Hrvaška v teh ozirih, ko so se prej pogovarjala, vezano na lastništvo nepremičnin, pa tudi cene, so podobni kot Slovenija. Tudi bom rekel, mentaliteta je dosti podobna kot v Sloveniji. Razlika je mogoče samo cena stanovanj na njihovih turističnih krajih in hiš seveda. Tam so pa nepremičnine, so cene kar, bom rekel, malo podivjale. 5 let nazaj, pa z vstopom Hrvaške v EU ali pa že z napovedjo vstopa v EU, cene so praktično rasle do par mesecev nazaj. So tudi v določenih krajih mogoče preveč zrasle. Tam se pa zdaj na srečo so se cene umirile, celo so v zadnjih parih mesecih cene malo padle in so zdaj spet, bom rekel, mogoče celo malo bolj zanimive, no, za nakup tako za Slovence kot druge tujce. Predvsem se zdaj tam veliko kupuje vikende v smislu business and pleasure. To pomeni, da ljudje na veliko kupujejo zdaj, ne toliko Slovenci, ampak bolj ostali Evropejci, kupujejo tam nepremičnine, ki jih sami koristijo en mesec na leto, pa celo manj, ostalih 11 mesecev jih pa seveda za njih usposobljene agencije na Hrvaškem oddajajo v najem. In tukaj je pa to dejansko spet zelo smiselna naložba. Torej, tudi če sam koristiš nepremičnino tudi en mesec na let, ti bo ta nepremičnina z manj sreče še zmeri dosegala donos okoli 5%, kar je veliko več, kot dobiš na banki. Pa še nekaj užitka ima z njo, zabavo, imaš to nepremičnino in tu cena še zmeri rahlo raste, več kot je inflacija, ne? Tako da o donosnosti pri nepremičninah zmeraj lahko govorimo o donosnosti, ki je bistveno boljša kot banka. Ne? Zdaj, če prav razumem, je zdaj pravi trenutek za kupiti nepremičnino na Hrvaškem. Da, vsekakor. Še vedno. Super. Zdaj, kaj pa oddajanje teh nepremičnin na Hrvaškem? Je to se splača ali to, kako pa je to izgleda zdaj? Ja, tako da pri oddajanju nepremičnin se mora seveda vsak zavedati, z oddajanjem seveda nastanejo neki stroški, tudi se kdaj pa da kaj uniči, ne? Ampak načeloma govorimo o pohištvu, kakšnem barvanju. Ne? Nepremičnina pa tudi se nikoli ne odda več kot 100 do 150 dni na leto, 200 je že absurdno veliko. To vem, tudi če se oddaja, ima lastnik praktično pol leta to nepremičnino popolnoma na razpolago. To je prvi velik plus. Drugi velik plus je, da so cene za turistični najem, to velja tako za Hrvaško kot za Slovenijo, relativno visoke. So ratale zelo visoke, če primerjamo s par let nazaj. 150, 200 na dan za apartmaje, za hiše gremo do 1000 evrov na dan v sezoni. Torej, pri teh cenah dejansko ostane lep donos za lastnika. Kljub temu, da si agencije, ki se bavijo s tem, vzamejo skoraj tretjino tega zneska gre agenciji, 20% sta booking pa davki. Celo malo več. Ampak lastniku, kljub temu, da mu ostane polovica, je to še zmeraj zelo lep donos, če ima oddano 100 dni na leto pri takih cenah. Kaj pa ima? Trenutno in na Sloveniji, in na Hrvaškem. Hrvaška ima vsak let malo daljšo sezono, na Hrvaškem lahko govorimo o sezoni že 7 mesecev, torej že kakšen teden pred veliko nočjo se apartmaji že zasedajo, pa tudi še kakšen teden, dva po naših krompirjevih oziroma
po martinovanju plus novo leto. Tako da tam je že, bom rekel, že normalna bera turistična, tako kot kakšna Avstrija, kot kakšna Slovenija, ne? Tako da tudi tam se dejansko splača s tem zdaj ukvarjati. Super. Evo, spet bomo šli malo na odmor, čez nekaj minut se vidimo. Pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom, skupaj z Dušanom Lazarjem iz Century 21, debatirava v nepremičninskem poslu v tujini, v Sloveniji, zdaj sva bila na Hrvaškem, kjer so ugotovila, da se zdaj trenutno splača kupiti nepremičnino in jo tudi oddajati v najem v turistične namene. Zdaj bi pa jaz, Dušan, vprašal, v Sloveniji imamo zelo malo poslov, ko v svojem življenju, ali pa se malkrat srečamo s prodajo nakupov, mogoče enkrat, dvakrat. Kako je to, če primerjamo, rečemo eno, Ameriko ali pa Slovenijo, kakšne so to razlike? Tukaj ogromne. Torej, kot primerjavo, statistično gledano izpred 2 let analiza, v Ameriki vsak državljan ima 7-krat v življenju stik z nepremičninsko agencijo, kjer kupi ali najame ali proda stanovanje. V Sloveniji je to v povprečju 1 ali pa celo manj kot enkrat na osebo. Ker v Sloveniji vemo, da ogromno ljudi še zmeraj živi v hišah skupaj starši ali pa v prizidku od hiše od starša oziroma podeduje hišo, si razdelijo hišo in stanovanje ali si pa sosedu prodajo ali pa znancev. Tako da res pa tudi velikrat samo enkrat kupaš nepremičnino. Medtem ko v Ameriki je to čisto druga zgodba. Tam praktično vsak, ki gre recimo študirati, bo že čas študija preko nepremičninske agencije enkrat, dvakrat najel stanovanje ali pa sobo. Potem takoj, ko se bo zaposlil, bo vsaj enkrat, dvakrat spet najel stanovanje ali hišo zase, za svojo družino in to povečuje, kakor družina raste. Kupaš hišo ponavadi šele kasneje, ko si že poročen, ko imaš že otroke. In tudi takrat jo ponavadi samo enkrat zamenjaš. V Ameriki se tudi že mislim, da je 2,1 poroke že na državljana, to pomeni, da se tam ponavadi, ko se dva ločita, se avtomatična hiša proda. Redko kdaj kakšen ostane v tej hiši. To pomeni, da z vsako ločitvijo imamo spet praktično 3 nepremičninske transakcije. Ta hiša se proda, 2 se kupi in tudi tam na stara leta ljudje večinoma svoje hiše prodajo in grejo živeti ali v te moderne domove za starejše ali pa v manjše enote ali pa v drug kraj v Ameriki. Tako da govorimo o 7-krat najmanj povprečnega državljana, v Sloveniji pa to ni. V Sloveniji se pa ljudje velikokrat rodijo v hiši starši, podedujejo to hišo, živijo tam in še njihovi otroci tam živijo, ne. Tako da tukaj so ogromne razlike. Ja, mogoče, da je tudi Slovenija tako majhna, da lahko z avtom predelaš vse v roku 1 ure, 2 ur in dejansko ne rabiš, da se seleš, ampak tudi, sva se prej pogovarjala, tudi v Sloveniji se spreminja. Tako, tukaj na srečo smo tudi zdaj tukaj ratali malo bolj, moderni, malo bolj razgledani, da živeti v neki veliki stari hiši samo za tega, ker si jo podedoval, seveda nima smisla. Živeti na drugem koncu Slovenije, ker delaš, tudi nima smisla. Tako da zdaj se že dogaja, da ljudje tudi kupijo to prvo stanovanje, pa kupijo večjo stanovanje, pa pol hišo, ali pa obratno z leti grejo nadol. Se že dogaja, da ljudje se selijo iz kraja v kraj zaradi službe. Se že tudi hišo, tudi če se proda družinsko, se podari enemu otroku ali pa podari družini, pa se preselijo. Tako teh transakcij je zmeraj več. Seveda, nas kot nepremičninske družbe to veseli, ne, mogoče za narod je to malo težje, ampak smiselno je imeti nepremičnino podobno kot avto, podobno kot nekaj, kar ti ne povzroča skrbi ali pa bremena. Hiša bi mogla biti nekaj, v kateri ti uživaš. Čim ti hiša predstavlja breme ali pa stanovanje, prodajte, kupiš si nekaj manjšega ali pa greš kot najemnik ali pa greš v tujino. Ja, ta miselnost, ja. Čustvena navezanost na to nepremičnino je zmeraj tisti faktor, ki je. Ampak to je izrazito značilno za Slovence, tudi deloma Hrvate, ki so prej govorila, o tujini pa ne toliko. Mi smo res obremenjeni s to nepremičnino. Ja, sami so jo delali, naši starši so z lastnimi rokami to hišo naredili. To je razlika. Mi smo tudi dejansko delali, kot tujini pa niso delali. So jih pa kupili. Tako, ja. Koliko poslov gre, rečemo, v Ameriki prek nepremičninskih agencij, pa v Sloveniji? Tukaj je ogromna razlika. Torej, v Ameriki je skoraj največ na svetu, tam gre več kot 95% vseh transakcij z nepremičninami
prek nepremičninskih agencij. V Sloveniji samo tretjina. To je zelo, zelo malo. Res je, da je tudi delež manjši v Sloveniji, ker ogromno nepremičnin ne pride na trg, ker se pri menjavi se pač dedujejo, menjajo in tudi sosedu. Je pa tudi res, da se ogromno nepremičnin še zmeraj kupuje prek teh one-man bandov nepremičninskih posrednikov, pač niti ne prijavijo, da bi agent, pa se provizija na roko plačuje, kar mimogrede je zelo nevarno. Če ne delaš posla prek agencije, ne veš, ali je posel bil pravilno sklenjen, pa agencije smo za to zavarovani. Torej, tudi če slučajno bi mi naredili neko napako, kot agencija, kot agent, smo za to zavarovani, nosimo odgovornost, kazensko, odškodninsko in vsako. Tako da v normalno razvitem svetu ne bi nihče kupil nepremičnine mimo agencije, pri nas se pa to žal še zmeraj dogaja. Kljub temu jaz mislim, da so stroški, če greš v tujini prek agencije ali pa v Sloveniji, v tujini višji. Tako, v proviziji recimo na Hrvaškem je standardna 6%, v Ameriki 5%, ker tudi agent dejansko opravi ogromno nalogo pri prodaji ali pa oddaji nepremičnine, ogromno odgovornost ima s to nepremičnino. One dejansko mora pregledati tako gradbeno, statično, vsi papirji morajo biti preverjeni, vsi dokumenti, vsa dovoljenja so preverjena, tudi cena, tudi svetovanje kupcu, svetovanje prodajalcu. To je dejansko eno ogromno dela, ki pri nas žal ni cenjeno. To je ravno, prej sem se pogovarjala, da se tudi ta odstotek prodaj oziroma število prodaj na povprečje na posameznika povečuje. Raven tudi zaradi tega, ker starost prebivalstva se viša in mislim, skozi več je starejših, to se pravi več dedovanj in pa tudi ločitev je vedno več. Tudi na žalost. Se pravi, tukaj sploh pri dedovanjih je raven ta prisotnost agencije zelo pomembna, ker tukaj se gre za davke, ker tukaj se gre način, kako se bo razdelil, zelo pomembna vloga agencije, enega strokovnjaka, ki le obvlada te vse zadeve, katere posamezniki najverjetneje ne. Tako. Pri nas na srečo raste delež transakcij preko agencij, to pomeni, da so transakcije bolj varne in so pravilne, tudi raste delež nasploh prodaj samih nepremičnin, ni več, da se kar avtomatično deduje. Posebej pomembno pa to seveda pri dedovanju. Pri dedovanju so velika dediči, recimo si razdelili nepremičnino, pa navajajo smešno nizke cene, da so pa šparali na parih taksah, potem imajo pa kapitalske dobičke. Oziroma velikrat mi kot nepremičninski agenti v šali rečemo, da smo tudi neke vrste psihologi, psihiatri, ki pomagamo družini, da se racionalno loti tega problema. Finančni svetovalci, davčni svetovalci, vse v enem. Vse v enem, ker to je smiselno urediti takoj na začetku. Mi celo svetujemo, v tujini je to nekaj normalnega, da že pred dedovanjem oziroma v času, ko se sklepa dedni papirji, se posvetuješ z neko agencijo glede cene, koliko je vrednost, kako se lahko to proda. In tega je na srečo zdaj zmeraj več. Torej, tukaj so ljudje, kot sem rekel prej, so detujejo vedno bolj racionalni pa osveščeni in osveščeni, poznajo zdaj vse pasti nepremičninskih poslov. Torej, tudi prodajalec ni avtomatično varen s tem, ko proda. Je lahko tudi prodajalec, če je prodal narobe, če ni kupca obvestil o vseh problemih s to nepremičnino ali pa vseh dejavnostih okoli te nepremičnine, je lahko odgovoren za to napako. Tako da v teh primerih se trg bom rekel, normalizira v smeri, da gre tam, kjer gre razvit trg. Jaz velikokrat rečem, Slovenci znamo vse sami avto popraviti, nepremičnino prodati, vse, ampak to je narobe. Ker potem, ko pridemo, vse mogoče 99 poslov gre lepo skozi, ampak ta 100. posel je pa lahko taka. Nepremičnine so pa naša življenjsko delo, bomo tako rekli, prihranki in to, in da se takrat zafrkavamo za 2%, je res smešno. Ta 2% sta za ta vredna in kar se tiče tega, da nisi pod stresom, da si siguren, da je transakcija pravilno speljana, da si siguren, da si je dobro speljal, da si siguren, da je boš speljal optimalno in hiter in kvalitetno in strokovno, teh 2% ni nič. Tudi ljudje, ki sami prodajajo, se velikokrat na koncu manj dobijo, ker se jim pojavijo stroški, ki niso vedeli, da obstajajo, pa so jih pozabili računati. Ali so tudi mogoče prenizko ceno postavili, ali so prodajali preveč dolg časa, pa so imeli stroške s to nepremičnino, ali se je vmes kaj zgodilo. Tako da dejansko v celem razvitem svetu je vsakmu jasno,
ko želi kupiti, prodati, najeti ali oddati. Tisto sekundo, ko se odločijo za eno od teh 4 stvari, se zmeri prva stvar pokliče nepremičninskega posrednika in tudi, ne da bi se nas hvalil, ampak se pokliče nepremičninskega posrednika iz neke uveljavljene družbe. Poiščeš neko agencijo, ki ima vsaj 6-7 rednih agentov, ki delajo na tej agenciji, ker to pomeni, da ima ta agencija tudi strokovno pomoč, ima svojo lastno pravno službo, ima svoje lastne davčne svetovalce, ima ekipo, ki to zna prodati, ki zna to svetovati, ki zna tudi zastopati in kupca, najemnika in prodajalca. In seveda to one man band ne more delati. Torej, tukaj je treba iskati neko strokovnost, neko tradicijo, neko znanje in tega je zdaj v Sloveniji na srečo vedno več. Tudi za tega je trg zdaj relativno normalen. Imamo relativno normalne cene, primerljive cene pri prodaji, pri najemu. Enako velja za poslovne nepremičnine, tam pa sploh je norost tega ne delati prek nepremičninske družbe. In tukaj ratujemo zdaj mi nekje normalni, nekje zelo podobni drugim državam po Evropi. Dušan, mi da ima toliko tem še za predelati, na en čas se je pa iztekel. Jaz predlagam, da se midva v prihodnosti spet dobiva in greva naprej. Dragim gledalcem pa lepo pozdravljeni in se vidimo naslednjič. Hvala. Svidenje. Svidenje. Eto, super. Evo.